Danes se bomo lotili jutranjega prebujanja. To je odlično zaporedje vadb, ki sem ga pripravila za vas, ki ga lahko peljete vsak dan zjutraj, ko se zbudite. In s to energijo, s katero boste napolnili svoje telo, vas bo ponesla v nov dan in verjamem, da boste imeli zaradi tega odličen preostanek dneva. Kot smo povedali v prvem videu, pri jogi je izredno pomembno, da dihamo skozi nos, da delamo globoke vdihe in izdihe in poskušamo imeti enako dolg vdih kot izdih. Najprej bomo naredili eno kratko ogrevanje, potem bomo šli na pozdrav soncu. Če je slučajno kdo preskočil prvi video, naj si pogleda, kako se lahko naredi klasičen pozdrav soncu, lažjo in težjo obliko. In potem ta hiter pozdrav soncu, lažjo in težjo obliko, ker bomo danes oba še enkrat ponovili. In na to še nekaj dodatnih vaj, s katerimi lahko lepo začnemo vsak dan. Najprej bomo se dali desno roko na tla, levo roko pripeljemo k ušesu, se nagnemo v desno, kot bi hoteli desen komolec pripeljati na tla, gledamo proti stropu in ritnico levo potiskamo proti tlom, tako da čutimo cel razteg leve strani telesa. In naredimo vdih in gremo še v levo. Pridemo v center in zdaj se bomo ulegli najprej na tla, na trebuh, roke bomo dali na 90 stopinj z dlanmi proti tlom in bomo zdaj najprej desno nogo dvignili, jo pokrčili in jo pripeljali proti tlom v levo. Glava je na tleh in gleda v desno. Naredimo globok vdih in z izdihom pridemo v center. In gremo še v desno stran. Dvignemo levo nogo, jo dvignemo in pripeljemo na desno. Glavo obrnemo v levo, naredimo vdih in pridemo v center. Roki položimo ob prsi in se dvignemo na kolena. Tukaj je pomembno, da imamo kolena točno pod boki, da imamo 90 stopinj v širini bokov. Roke imamo čim bolj razširjene prste, razpete in imamo zapestja pod rameni. In naredimo vdih, pogledamo proti stropu. In izdih, naredimo tako, se usločimo kot mačka. Pogledamo proti popku. In naredimo spet vdih in izdih. In še enkrat vdih in z izdihom bomo spodvili prste in se dvignili v downward facing dog. To bom še enkrat ponovila, da je pomembno, da imamo roke čim bolj razprte, z rokami se odrivamo od tal, trtico vrtimo gor proti stropu in noge, če ne moremo imeti iztegnjenih, lahko malo jih pokrčimo, poskušamo pa pete potiskati proti tlom. Če ne pridete s petami do tal, ni nobenega problema, ne se sekirati. Naredimo še 2 vdiha in izdiha. In potem se počasi z nogami sprehodimo proti rokam. Na začetek blazine, še malo obvisimo, lahko se primemo za komolce in se malo zazibamo levo in desno. Spustimo roke, da padejo proti tlom, rahlo pokrčimo kolena in se zdaj z vdihom dvignemo z okroglo hrbtenico v stoječi položaj, glava se dvigne zadnja. In bomo zdaj naredili en klasičen pozdrav soncu. Jaz bom delala kar tisto pravo, težjo varianto in potem še en hitrejši pozdrav soncu. Tako da naredimo vdih z razprtimi rokami proti stropu, izdih proti tlom. Vdih, desna noga nazaj, izdih, plank in kolena, prsi, brada. Vdih, kobra. Izdih, downward facing dog. Vdih, desna roka med dlani. In izdih, nogo pripeljemo k desni in vdih proti stropu. In izdih. Gremo še levo stran. Vdih. Izdih. Leva noga nazaj, vdih, izdih, plank in kolena, prsi, brada. In vdih, kobra.
in izdih, downward facing dog. In vdih, leva noga med dlani. In izdih, desno nogo pripeljemo naprej. In vdih, gor. In izdih. In zdaj gremo še ta hiter pozdrav soncu. Vdih. In izdih, gledamo proti nogam. Vdih, pogledamo 1 meter naprej, zdaj zravnamo hrbet. In izdih, plank in skleca. In vdih. In izdih. Pogledamo naprej, skočimo naprej. Vdih, zravnamo hrbet. Izdih, pogledamo proti nogam. In vdih. In izdih. Zdaj bomo pa kar lepo nadaljevali dol v predklon in bomo stopili v plank in iz planka v downward facing dog. In zdaj bomo dvignili desno nogo gor proti stropu, jo pokrčimo, pripeljemo med dlani. Levo nogo bomo obrnili na 45 stopinj. Jaz se bom zdaj malo obrnila stran od vas. Še enkrat pazimo, da imamo koleno nad gležnjem. Boke imamo obrnjene naprej. In dvignemo roke proti stropu. In to je bojevnik 1. Pridemo nazaj na tla z rokami, zadnjo nogo obrnemo naprej in gremo nazaj. Najprej noga gor in noga dol. Tukaj zdaj vmes lahko počivamo malo, lahko pa gremo tudi v upward facing dog. Z vdihom se lahko malo zapeljemo naprej in z izdihom nazaj. In zdaj bomo še z levo nogo naredili bojevnika 1, dvignemo levo nogo proti stropu, jo pokrčimo, pripeljemo med dlani. Desno nogo damo na 45 stopinj, levo koleno je nad gležnjem in se dvignemo. In spustimo in gremo v plank. In odložimo kolena na tla in se uležemo v položaj otroka. Naredimo 2 ali 3 globoke vdihe in izdihe. Naredimo vdih, dvignemo glavo, se usedemo na pete in bomo dali noge naprej. In bomo naredili eno od vaj, za katero jogisti pravijo, stari jogijski guruji pravijo, da če 3 asane delaš vsak dan v življenju, si boš podaljšal življenje. To je ena od njih. Tako da to vam zelo svetujem, da naredite. Noge imamo zelo napete, stegnjene, tako da so pete rahlo dvignjene že od tal, sedimo naravnost, ramena so spuščena in naredimo vdih. Z rokami gremo proti stropu in z izdihom gremo do neke polovice, dokler lahko gremo z ravno hrbtenico in potem majčkeno pustimo boke zadaj in se spuščamo, kakor nizko lahko gremo. Lahko imamo roke tudi tukaj, če ne moramo iti nižje dol, nobenega problema ni. Izogibamo se temu, ne dajemo glave naprej in imamo v krogu hrbet. Hrbet imamo zravnan in se s prsmi spuščamo dol. Se pravi, najprej se s trebuhom dotaknemo stegen, potem odložimo prsa, če lahko se primemo za stopala in gledamo naprej. Potem damo roke naprej, naredimo vdih, se dvignemo, damo roki skupaj in jih pripeljemo pred prsi. Zdaj bomo naredili drugo asano oziroma položaj za daljše življenje. To se po mojem vsi spomnite iz šole, če niste več po tistem delali. To je sveča. Uležemo se na hrbet. Pri sveči je izredno pomembno, da ko smo enkrat v položaju in potem to velja tudi za naslednji položaj, ko bomo šli z nogami za glavo, za plug. Glave, ko smo v tem položaju, ne obračamo levo ali desno, imamo skozi usmerjeno gor, ker lahko pride do poškodbe vratnih vrtenc. Tako da ležimo najprej na tleh in dvignemo noge na 30, 60, 90 stopinj in se dvignemo proti stropu. Naredimo 2 vdiha in izdiha. In s tretjim vdihom noge počasi pripeljemo za glavo. Če gre ravne, roke začnemo odlagati, da lovimo ravnotežje proti tlom in jih odložimo na tla.
Spet pazimo, da imamo konstantno glavo na sredini, da ne obračamo vratu. In potem se počasi z vdihom spustimo v ležeč položaj. Zdaj bomo naredili še zadnjo stvar. Noge bomo pripeljali k bokom, roke so še vedno ob trupu in bomo naredili most na ramah. Naredimo vdih in se dvignemo boke čim višje proti stropu, roke lahko prepletamo pod trupom in gledamo proti stropu. Naredimo 2 vdiha in izdiha. In spustimo. Evo, to je ena taka lušna vadba za fino jutranje prebujanje.